ampak prav veliko slovenskih nogometašev pa ni, ki bi igrali pred tako množico, kot ste vi igrala. To pa je res. To pa je bila ena tekma, ki jo ne bom nikoli pozabila. Igrali smo na stadionu Maracana, 100.000 gledalcev. Meni se je zdelo takrat, ko sem prišla na stadion, kot da sem prišla v en kotl. En kotl in me bojo zdaj zgrabili vsi ti ljudje, ko so noreli tam pa vriskali in piskali in ne vem kaj vse se drli. Tega pravzaprav ne slišiš potem. Ampak so bile igralke iz Zemuna, so pa res bile. So pa bile igralke močne, velike. Jaz pa taki mali štopelček. Tako da vem, da sem takrat treneru tudi rekla, veste kaj, jaz ne bi igrala z njimi. Jaz ne bi igrala. Ona bo mimo mene letela, bom padla, brez da se me bo dotaknila. Res so bile možačaste, take prave ženske. Kakšen je bil rezultat na koncu? 9-1. Smo izgubile, mislim, 9-1, ja. 9-1 je bilo. Lepo pozdravljeni v novem podcastu Gregorjev svet žensk. Današnja tema, današnja gostja je življenjsko povezana z nogometom. Ampak ta zgodba, ki jo boste danes slišali, je mnogo več kot zgolj nogomet. Če se v tem podcastu pravzaprav sprašujem, v kakšen svet sam vzgajam svoji dve hčeri, boste tokrat slišali, kakšen je bil svet nekaj desetletij nazaj. In ja, bil je precej drugačen, predvsem za vas, ženske. Zato sem si za začetek današnji uvod pripravljen kratek odstavek, pa bom takole prebral. Želela bi igrati nogomet, sem zelo nadarjena in imam izreden talent, je napisala Slavica Ilešič. Ker v Anteni niste navedli, naj kaj napišem o sebi, ne bi pisala več. Morda le to, da sem stara 19 let, šlank in visoka 172 centimetrov. Pa še tole, največje veselje mi je brcanje. Takšnih prijav je bilo po objavi v Anteni več kot 100, 200, 300, 400, ampak o tem bomo malce kasneje. Ampak to je bil čas, en Antenin članek, poziv, da se je v Sloveniji zgodila velika revolucija. In o tem bom danes govoril s Sonjo Krajnc. En lep pozdrav. Enako vam tudi. Čisto za uvod, gospa Sonja, jaz sem najprej izjemno počaščen, da ste si vzela čas. In morda za tiste, ki ne poznajo vaše zgodbe, knjiga Punce kapo dol je bil navdih, da sem vas sploh povabil. Vi ste skupaj z ostalimi nogometašicami orala ledino v Sloveniji. Zgodovinsko ste pravzaprav začele pisati zgodbo o enakopravnosti moških in žensk. Lahko tako rečem. Tako, točno tako. Pravilno. In moram nekaj povedati o tej moji pravljici. Začela se je 1971, tako kot ste rekli, Antena objavila. Jaz sem komaj čakala, da bo nekaj prišlo enkrat, da bomo lahko ženske tudi pokazale, kaj znamo. In tako se je začelo moja pot. Prva tekma je potem bila takoj že v poletju. Za Bežigradom smo igrali. In zguble 5-3. Vem, da sem 11 metrovko zastreljala, to sem tudi. Ampak vseeno je bila še pa povratna tekma, ne? Tako da smo potem našpičile kopačke svoje, vsaka svoje, in da smo potem v Mariboru smo pa premagali 3-2 Olimpijo, ne? In to smo bile vesele, zelo vesele. Dajva se vrniti, recimo čisto najprej v vašo mladost. Koliko ste bili stari, ko ste Anteno vzeli v roke, no? Pa je notri pisalo, Antena pa poziva punce, da bi igrali nogomet in radi bi naredili dve moštvi, mariborsko in ljubljansko moštvo. Drži? Drži, ja. Jaz sem bila stara takrat 14-15 let. To je bilo za mene nekaj novega se mi je odprlo v moji glavi. Jaz sem bila tako vesela, da še spomnim se, da spati nisem mogla takrat. In sem jaz tudi napisala pismo, smo morali na Mladinsko 15 napisati, in dolgo časa ni bilo odgovora. In me je začelo skrbeti, kaj sem bila tako slaba, kaj nisem vse pokazala, mogoče nisem znala žonglirati, mogoče nisem znala podajati. Vse to mi je rojilo po glavi, ampak pol lepega dne pa plava kuverta, sprejeta Sonja Ilič, takrat sem se pisala Ilič Sonja, danes sem Krajnc.
In tako se je začela pravljica. Kakšni so bili to časi, se pravi pri 14-15 letih? Kako je bilo takrat biti dekle, punca? To je težko. Vprašanje je težko, še odgovor pa bo težki tudi zapovedati. Ni bilo to enostavno, to je bilo čisto drugače. Vedelo se je, kaj je moški, kaj je ženska. In to je v tistih časih bilo kar zelo, zelo, zelo. Jaz vem, da sem imela doma probleme z svojim očetom in spomnim se samo, da sem mu rekla, vse mi lahko vzameš, nogometa mi pa ne boš vzel. No in tako se je začela nadaljevanka moje te pravljice lepe nogometne. Ja, ko sem prebral to knjigo, vidim, da ste imeli res izjemno zgodbo, ampak ker si sam pa težko predstavljam ta 70. leta, mi si jih malce idealiziramo, morda skozi kakšne knjige, filme ali pa serije, da so bila to neka leta flower power, veselja v tujini. Kakšna je bila takrat Jugoslavija? V Mariboru ste vi živeli. Kakšen je bil Maribor v 70-ih? Maribor, ja, mesto kot mesto, luštno. Mislim, da smo se vsi poznali. Ne vem, kako bi opisala. Lepo nam je bilo. Po noči smo šli na tekmo, peš smo šli iz Tezna do kolodvora, da smo prišli do Ljubljane, da smo prišli tja in tja, ker smo pač igrali. Nič ni bilo težko, sploh ne. Tako da, ja, lepo je bilo. Mislim, pa tudi, ko smo igrali, to se pravi, vzhod-zahod smo imeli ligo, ne, potem, to govorim potem, v Mariboru še tega ni bilo. Ko je pa Maribor se razformiral, to se pravi Pepo Kirviš, naš trener, je potem prvo moštvo začel trenirati, ko je Maribor šel v drugo ligo. Smo pa mi zvedeli, da pač v Ljubljani se tudi en ženski nogomet, pa smo začeli, mislim, da jaz nisem bila iniciator, ampak ta naša kapetanka Marjana Kop se je takrat pisala, je pisala, nekako našla stik, tudi mobitelov, ni bilo tako tisto, da bi se pisalo kar pa to. In potem smo se vozili. 3-krat na teden smo se vozili trenirati v Ljubljano. Ne še vse povedati, bilo imamo ogromno časa, ne, se hecam, ampak res tam ta začetni del, najprej dajva to anteno še obdelati. Sam se jo še spomnim, ne vem, morda se jo kdo, ki bo zdaj poslušal na en pogovor, podcast, antene še spomni, tam so bile neke zaupne besede, to smo imeli mi, fantje, takrat zelo, potem neke erotične zgodbe, to je bilo takrat seveda... To je bilo bolj vse tak, za mladino. Za mladino, ja. In vi ste bila stara kaj 14-15 let. Kje se pa takrat kupili sploh anteno? To je bilo v kiosku? Trafiko smo imeli čist blizu mojega bloka, tam, ko sem jaz živela. Spomnim se, da je oče in mati se ob 6 začela delati, takrat je bilo to pač tako. In jaz sem komaj čakala, da jaz lahko potem hitro grem. In anteno prečitam, to še pred poukom, seveda. In marsikaj sem še pred poukom naredila, v šoli sem že bila malo utrujena. Moram povedati, ker sem tu trenirala sama sebe, sem pač po gozdu, sem imela šprinte, sem pa tja. Ampak to je bilo preden ste se upisali na ta razpis ali pa javni poziv antene? Takrat, ko sem to anteno kupila, sem videla to za nogomet in takrat se je meni svet odprl. Ampak ste že prej brcala žogo? Ja, vedno. To ste lahko, punce so brcale žogo v tistih časih? Jaz sem lahko. To sem lahko, ker se spomnim, da je, jaz sem iz bloka, blokarska punca, in vem, da po kosilu smo vedno imeli eno tekmo. En vhod proti drugem vhodu. In jaz seveda edina punca igrala. In so iz balkonov so gledale ženske, pa so rekle, gleži spet to Iličevo. Ona pa res mora pri vsakem nogometu biti zraven. Tako da, ja, tako je bilo. Ker ko sem malce raziskoval pred najnim pogovorom, kako je ženskami v nogometu, ta pot je bila kar trnava, no. Ne vem, že v Angliji, naprimer, ko so začeli tam v 20-ih igrati ali pa pred Prvo svetovno vojno, potem so pa možje ali pa te funkcionarji rekli, da ženske pa pač na igriščih, kjer igrajo fantje, nimajo kaj početi, da to ne spada tja, ne. In tudi članki o prvih tekmah ženskih so bili izjemno žaljivi, to lahko rečem, do žensk težko bi si danes to predstavljal. Ampak kaj, se pravi, punce ste se lahko s fanti igrali, ampak ko je šlo pa zares, da bi pa nekdo razmišljal, da bi pa punce trenirali, to je bilo pa že preveč. To pa ni bilo tako.
Jaz sem še v tem bloku, ko sem živela, stadion Kovinar smo imeli na Tezno in sem samo pol igrišča videla, ne. Mama je rekla, idi se učiti, mene pa to ni tako pritegnilo, kot pa tam, da bom pogledala, kaj pa delajo, polovico igrišča sem samo videla, ne. Tako da ja, imam kar dosti takih anekdot, da sem potem pobegnila, pa šla tam gledat, potem pa so bile domače naloge, roka pa tako, ne. Tako da ni bilo, se pravim, od začetka je bilo hudo, kaj se tiče nogometa zame osebno. Pa ste morda kje prebrala ali pa slišali, da vendarle nekje dekleta pa že igrajo, ne? Ker vseeno pa Mariborčanke niste bile, ali pa Slovenke niste bile na tem skupnem jugoslovanskem prostoru čisto prve, ki ste igrali. Ne, nisem bila toliko informirana o tem, to pa nisem bila, ne. Potem, ko smo začele igrati, potem se je to začelo odpirati, tja bomo šle, v Niš bomo šle, Kragujevec, Zagreb, v Sarajevo, to so bili, vsa ta mesta, skoraj celo Jugoslavijo smo prevandrale, ja. Videl sem, da ko so v Anteni objavili pač ta poziv, da iščejo dve ekipi, da bi odigrali eno tekmo, ne, niso pričakovali takega odziva. In v Ljubljani, mislim, v Mariboru je bilo 200 prijavljenih, v Ljubljani pa 400 deklet. Starostna skupina je bila zelo od 13-14 pa do 25-30, ne. A se je potem pa že začel govoriti, kakšen velik naval je zdaj teh žensk? Je to že začelo malo brbotati, ne? Ker vsem prej nič, potem ena objava, punce ste se prijavile, lahko so prebrali, kdo vse se je prijavil in verjetno se je pa potem že začelo govoriti. Ja, vse se je govorilo, samo včasih so tudi imeli take pikre, ne. Bom kar povedala, ne. Ne veš, če si ženska ali nisi ženska, takšne opazke sem poslušala včasih, ampak ja, ni bilo lahko v tistih časih, ne. Samo jaz sem to preslišala, jaz nisem nič slišala takih stvari. Enostavno sem rekla, jaz bom igrala, dokler bom igrala. Okej, zdaj ste se prijavila, kaj ste pa napisali tam v pismo, se spomnite še na Anteno? Jaz mislim, da sem samo napisala dijakinja ali učenka ali nekaj takšnega, kje stanujem. Mislim, da sem še napisala ime očeta in mater. To se tudi spomnim, drugo pa ne. Ker mi je bilo zelo zanimivo, kako so se... Kdaj si rojen, pa to vse. Pa naslov verjetno, a ne? Ja, pa naslov, kam ti pošlje, potem nazaj. Ker mi je bilo zelo zanimivo, ko sem prebral, kaj vse so punce napisale, najprej sem opazil, da so bile izjemno nesamozavestne, oziroma tako, da se je videli, da jim je težko pravzaprav se prijaviti. Ja, kakšne so napisali, da so šlank, kakšne so hotele shujšati. Ne, to nisem nič pisala o sebi, kakšna sem. Mislim pa, da sem napisala, da sem 1,56 m velika, to pa mislim, da sem napisala, ja. Okej, in potem ste dobili povabilo, da pridete na stadion najprej, a ne? Na stadion. Na stadion. In tam je bil že ta trener, ki ste ga prej omenila. Pepo Kirbiš. Tako. In on je rekel, v redu, zdaj bom pa jaz malo preveril, koliko imate vi nogometnega znanja. Kako je izgledalo ta prvo srečanje vseh deklet iz Maribora in okolice, ker potem se niso prijavljali samo Mariborčanka, ne, tudi iz okolice. Se pravi, kako je to bilo prvič, ko ste punce prišle tja na resen trening? To je bilo bom rekla, iz okolice Maribora, vse do Ptuja. Ptuja, Kidričevega, Sladkega Vrha, vse, ne. Morali smo tekati, potem smo žogo dobile, voditi žogo, žonglirati, podajo, po dve smo se morali podajati, potem po štiri smo bile, to kar pač je trener takrat zahteval. In potem to je bilo mogoče 1 uro, dobro uro, in potem smo šli domov. In kaj, trener si vmes zapisoval, katera je kaj pokazala? Jaz mislim, da ja, jaz ga nisem tako opazovala, ker sem pazila, kako bom delala, ne, da bi ja bila čim bolj všečna. No, potem sem dobila, se pravim, dolgo časa, mislim, da sem tam nekje 3 tedne čakala, mislim, da bom to dobila v enem tednu, ni šlo tako hitro, če so vsem odgovorili, če tako gledaš, ne. In ja, potem sem dobila in potem je bil naš sponzor Lisca. Smo imeli svojega sponzora. Ravno to sem hotel vprašati, ko ste prišle dekleta, punce tja na prvi, kako ste bile oblečene? Takrat se verjetno nisi mogel kupiti nekih dresov nogometnih. Ja, trenirko. Vem, da sem imela trenirko, kar dosti trenirk sem imela. No, potem na prvem treningu pa je dobila vsaka dres. Vse smo dobile drese. Prva številka je bila 8, mislim, da sem jaz 8 dobila, ja. 8 in ampak pol je tako bilo čudno vse skupaj, da
Pol smo samo ene in iste hodile, ker tudi igrale smo potem ene in iste. Imeli smo sicer rezervne igralke, ampak ne vem, kako je Pepo to nas skupaj spravil, da smo bile potem res taka prava ekipa, kot je zdaj to, ne? Na tej sliki, kot vidite. To pa smo bile prava, bom rekla, enajsterica norih žensk. Evo, ste rekla, da potem ste bili sprejeta. Ja. Je bilo to veliko veselje, kaj je to pismo prišlo? To ne znamo opisati, to ni besede. To ni besede, sploh ni v besednem zakladu mojem. Kako sem jaz bila vesela. Enkrat sem celo rekla, da sem bila tako vesela, ko sem prvič rodila, tudi tako vesela. Kaj pa so tam napisali, samo kje se dobite? Ja, pred stadionom Ljudski vrt, Mladinska, iz Mladinske strani, ker lahko greš Gregorčičeva, pa Mladinska. In tam smo se dobivali pol vedno in Pepo nas je čakal. Ok, zdaj pa ta lista, ne, ste rekli, Ja. dobili smo sponzore. Kaj to pomeni v tistih časih? Mi se menda nismo zavedali, kaj pomeni. Ne? To menda nismo razumeli, ne vem. Ampak ja, dobili smo teniske, štulpne, hlačke, celotne drese, ker v začetka nismo igrali v kopačkah. Ampak Začetka vsake smo copati, igrali ne, nekih. in tudi nismo igrali 45 minut, ampak 2x35. Začetek je bil takšen, potem se je to začelo, zdaj pa kopačke kupiti, ne, tisto smo si pa morali same kupiti. Okay. Ko je bila ekipa narejena, ko ste bile punce izbrane, so se začeli treningi in priprave na prvo tekmo proti Ljubljančankam. Veste, se poimenovali Vijolice, razumljivo, ne, Maribor, Viole, pa tako naprej, Vijolice, ampak ali se je takrat v mestu v Mariboru že govorili, da je Maribor dobil žensko ekipo? Je bilo to zdaj že neka novica ali so čakali na to prvo tekmo? Ja, v časopisu je pisalo, ne, da bo na tej tekmi, prvi tekmi, ki bo Maribor igral doma, pač igrala Olimpija in Maribor ženska ekipa. Ne, tako. Doma, kaj so rekli? Kaj ste rekli? Oče, ste rekli, ni bil prav navdušen? Ne, ni bil. Aha. Ja, pa mislim, da niti vprašala, več pol nisem. Ko sem tisti stavek povedala, da vse lahko mi vzamejo, samo nogometa, ne. Potem nisem imela več nobenih težav z njim. Potem pa še, ko pa so še druge dejavniki prišli, da smo pač bile dobre in da sem jaz tudi ena izmed tistih, ki sem bila dobra. In so mojega očeta v službi malo hecali, pa so rekli, pa veš, da Madona, tvoja babica pa dobro špila. Tvoja hčera pa dobro špila, ja. Kaj pa fanti iz bloka? Najprej ste brcali tam, potem ste pa vi začela na resne te treninge hoditi. Kaj so pa Ja, pa smo tudi prijatelji igrali, rekli? vse smo tudi igrali, ja. So hodili gledati. Ja, stadion je bil poln. Maribor je vedno imel poln stadion, že od nekdaj. Tudi na treninge so hodili gledati? Tudi treninge. Še moška ekipa je ostala po njihovih treningih, da so gledali naše treninge. Kaj mi je bilo najbolj zanimivo? Vaša oprema, ta lista? Oprema, ja. Smo imeli dve igralki ki sta bile malo bolj zanimive. Jaz mislim, da nisem bila nikomur zanimiva, sem bila premlada še takrat. Ja. A so to že padale, kakšne te ženitne ponudbe takrat? Ker vendarle, ne, to je bilo, Ja, za fante so bile to je neke bilo. pogumne ženske, verjetne ste Ja, bile, ja. ne? Do nekaterih teh punc je bilo. Mislim, zdaj toliko se ne spomnim vsega, ampak ja, so imele kar ponudbe. Zdaj pa se odpeljeva na to prvo tekmo. Ne? Prva tekma Vijolic in Marjetic, Ljubljančanke so se imenovali Marjetice, ne? Se je odigrala v Ljubljani pred tekmo, ne, se mi zdi, pa pol po, ne? Olimpija, Borac ali nekaj je bilo. Bor. Bor, tako, Bor ja. je bil. Bor je bil, ja, Olimpija Bor. In stadion je bil popolnoma razprodan. Sploh nihče ni odšel iz stadiona. To so kar ostali ljudje tam in so kar gledali in žvižgali in ploskali in noro je bilo. Ampak kako je, jaz si to res težko predstavljam, ne? Danes je svet vendarle drugačen. Ja, Danes to tudi vidimo po televiziji, na telefonih in tako naprej. A ste imeli takrat televizijo že doma v tistih letih, ko ste Ja. bili? Ja. Ja. Aha, ste kakšno tekmo Črno-belo. pogledali pred... Jaz imela pa take kazenske ure smela, ja. Glede šolskih stvari, pa to je bilo to vse selektirano, ne. In potem veš, da boš potegnil, pa se boš učil, samo da lahko gledaš. Ampak kakšno tekmo ste zagotovo videla, ne? Prej Ja, ste sem vi videla. odigrala. Kako je torej 15-letni punci stopiti na... To ste igrali za Bežigradom, a ne? Ja, prva Na tekma. tem Plečnikovem stadionu. Kako je, ko
15-letna punca pride na stadion, ki je poln in odigra prvo tekmo v življenju. Ja, jaz se spomnim, če bi sebe ocenila, bi rekla, da sem letala kot kura. Nismo še imeli točno definirano, ne, ali boš levi vezni, ali boš desni vezni, ali boš ono. Sicer Pepo nam je govoril, me še pravzaprav prve treninge nismo osvojili vsega tega, ne. To smo rabili en čas, da smo potem ugotovili, kaj je moja naloga, kaj je od nje naloga, kaj je levo, kaj je desno. To smo potem s časoma, ko smo se natrenirali, tako rekoč, ne. Ja. Ampak to je taki občutek, sem rekla, da bi še enkrat rada doživela v Ljudskem vrtu. Če bi lahko, ker pravijo v Ljudskem vrtu, da je to trava, sveta trava pri nas, ne, in da to težko stopiš gor. To bi še rada enkrat doživela. Da bi igrale, pa če druga ne samo podale igralcu, pa gremo iz. Bom se osebno zavzel za tako stvar, obljubim, zato ker se mi zdi tudi ta vaša zgodba enajsterice neverjetna. Ko ste bile v garderobi, a tu ste imeli svojo garderobo? Ja. Je bil kakšen poseben govor pred tekmo? Kaj vam je rekel Pepa, trener? Ja, nam je prav, je povedal, ne. Tudi to, pred to prvo tekmo? Ja, Ker to je zgodovinsko. Vi samo igrajte, jaz vam bom že porabil, jaz vam bom povedal med tekmo, ker smo pač gledali, tako kot včasih gleda otrok mamo, kaj mora narediti, ne. Ja, začetek je bil kar malo tak smešen, tako rekoč smešen je bil. Ampak jaz sem kar dobro igrala takrat, vsaj rekli so tako, ker so tudi ocenjevali. Ne Pepo Kirbiš, ampak tale naš novinar mariborski, Bogo Skalicki. On je vsak ponedeljek, ko smo prišli na trening, oceno vsak je dal. Kakšno oceno je dobila za tekmo, ne. In takrat sem jaz bila izbrana za najboljšo, kar se je meni zdelo absolutno nenormalno, ker se mi je zdelo, da nisem prav igrala. In sem dobila 3 kepice sladoleda. 3 kepice sladoleda za nagrado? 3 kepice sladoleda za nagrado. Kdo je to v Ljudskem vrtu je bila restavracija. Bogo Skalicki je sam plačal za najboljšo igralko. Bravo. Ja. A je bilo med puncami, ne vem, kaj tekmovalnosti potem, ali v bistvu? Ja, je bilo. Par punc potem je bilo žalostnih, tako rekoč, niso prišle v prvo postavo in so še hodile na treninge, ene so še kar vztrajale. Potem pa se to začelo usihati, ne. Potem pa so to res bile samo tistih, to se pravi nekje 15-16, ki smo bile standardno na vseh treningih. Če se vrneva še na to prvo tekmo Maribor-Olimpija, tisti, ki malo bolj poznajo nogomet ali pa šport, to rivalstvo živi od nekdaj, ne, med tem dvema mestoma in kluboma, ampak prva tekma ženskih selekcij je bila v korist Olimpije, ne? Zdi, da so zmagali in potem je bilo to tudi skoraj da na koncu. 5 so zmagali prvo tekmo, so 5. Po 11-metrovkah, ne? Po 11-metrovkah, ja. Pol pa smo jih čakali doma, v našem brlogu. Tam je bilo pa 3-0, ne, se mi zdi nekaj podobnega. 3-1. 3-1, aha. 3-1 je bilo, 3-1 smo takrat zmagali. No, in tudi kaj, v Mariboru, tudi poln stadion, tudi vsi gledalci ostali za vas? Poln stadion je bil vedno, kdajkoli smo igrali, je bil poln stadion, no. Ampak a veste, koliko je to težko si danes predstavljati? Ja. To vam moram reči. Mi danes gledamo nogomet v Sloveniji, ne, saj ne bom zdaj športno, tako, ampak stadioni imajo 1000 gledalcev, pa smo kar zadovoljni. Te začetki ženskega nogometa, to bom večkrat poudaril, ne, imajo v Sloveniji vrhunske začetke. Polni stadioni, tako kot ste rekli, vsak ponedeljek ocena igralk v časopisu in potem, ko sem gledal, vsi novinarji so zelo radi o vas pisali, ne, sicer ne preveč, vsaj na začetku. Ja. Potem ste pa te tekme začeli igrati tudi v tujini, ne. Spomnim se, da ste začeli hoditi tudi na kakšne tekme na Hrvaško pa v Srbijo, ne? Srbijo, Hrvaško. Kako pa je bilo tam takrat? Kako so ženske sprejeli na nogometnem igrišču? Še zdaj so v letu 70, ne? To je bilo vse na bazi prijateljstva. Mislim, mi smo vedno, po tekmi smo tudi šli, so nas povabili na kakšno večerjo in tam smo se mešano smo se posedli, nismo ekipa za sebe, pa ona ekipa za sebe. Tako da imam dosti prijateljice imela iz Bosne, dosti. Iz Hrvaške tudi, iz Srbije ne toliko, ampak največ pa iz Bosne. So bile take
gostoljubni so bili tam res vsako čas. A ste se počutila kot prava športnica, prav tako kot vsi ostali? Jaz pravim, da sem bila prava športnica, ker sem tudi negovala ta tempo športni svoj. Dokaj se pač nisem poročila, potem pa pridejo druge zadeve. Rekel sem na začetku pogovora, pa tudi zato ste mi bila tako zanimiva, ker vendarle si težko predstavljamo, da ženske niste enakopravne moškim, ne ste, ampak takrat pa to ni bilo. Se je tudi družba začela po teh ženskih tekmah o tem kaj pogovarjati, ali se je začela ta enakopravnost tudi na zelenicah ali pa tako vendarle približevati? Pa mislim, da ja. Ni bilo več, jaz nisem čutila tisto, da bi bilo nekaj drugače. Ne, tako da so nas sprejeli. Nogometaši Maribora so nas sprejeli kot svoje prijateljice. A ste bile plačane za vaše treninge, pa potem se za tekme? Mariboru ne. Ko prideš čez Trojane, pa ja. No in zdaj greva to zgodbo. Maribor je takrat igral v tej prvi ligi, ne pa v jugoslovanski ligi. Upali so, da bi šli kdaj v jugoslovansko, izpadlo je na koncu tako, da so izpadali v slovensko ligo, a ne? In to je pomenilo pa tudi v bistvu konec te zgodbe ženskega nogometa v Mariboru v tistem času, a ne? Ampak vijolice se kar niste dali in zgodili se je nekaj nezaslišanega za tisti čas, čeprav niso tako vzeli, vi ste šli v Ljubljano, to, kar ste prej rekla. Ja. Koliko punc iz te enajsterice je šlo v Ljubljano? Šest? Polovica moštva? Ja, 6 je šlo. Mi smo se vozili z Fičekom, ponedeljek, sreda, petek, nedeljo ali pa soboto smo pa igrali. Danes ste rabili 2 uri, se mi zdi, da sem do Domžal, do kluba bilo na koliko časa ste pa takrat potrebovali? 3 ure najmanj, če ne več. Ampak to smo mi vse vzeli tako, čisto tak, kot en izlet, da gremo na izlet, ja. Ja, potem smo šli v Ljubljano, tam sta zakonca Krajnc sta se tudi pisala, Antonija Krajnc in Janez Krajnc. Moram reči, da res, tam smo pa, kot da smo prišli v drugo mesto, eno večje mesto, kar tudi je, ampak tam je bilo pa še vse bolj organizirano. Tam pa smo imeli vse enake kostime, vse enake torbe. Tam pa je potem prišel tisti, ko ste me vprašali za denar. Tam smo pa dobili po tekmi. Pa za potne stroške tudi. Koliko ste bili takrat stari? 17 približno, recimo? Tu nekaj, ja. A ste še v gimnazijo hodili oziroma v šolo še, ali ste bil nogomet? Ne. Ob šoli ste še hodili na trening v Ljubljano? Ja. A ste bila velika zvezda v Mariboru potem? Ja, sem bila, moram kar reči. Pa ne samo jaz. Vse smo bile. Vsaka na svojem področju, bom rekla. Ena iz Tezna, ena od tam. Največ nas pa je bilo iz Tezna. Ja, 4 smo bile iz Tezna v ekipi. Marjana, Magda, Sonja, Ida, Ema. Tudi v Ljubljani, na primer, rekli ste v istih kostimih, pa tako naprej, ko ste šli mogoče na kakšno pijačo po treningu, pa to so prepoznali, evo, to so pa naše, ne? Ne, v Ljubljani, Mariboru bolj, ker je le manjše mesto, v Ljubljani ne toliko, ne. Ker smo takoj hiteli potem po treningu ali pa po tekmi domov, ne, da smo bile, ker smo imeli še pa druge obveznosti tudi. Ta ljubljanski klub potem pa je gostoval tudi veliko po Balkanu. Zelo dosti. Zdaj imam letos to srečo, da vodim Vsi za naše nogometno oddajo, ker gre Slovenija na evropsko prvenstvo, pa sem mogel se malo po nogometno izobraziti, pa prebrati kakšno stvar, ampak se mi zdi, da morda Jan Oblak, Šeško, Zahović seveda, dobro pa gospod Oblak, ne? Ampak prav veliko slovenskih nogometašev pa ni, ki bi igrali pred tako množico, kot ste vi igrala. To pa je res. To pa je bila ena tekma, ki jo ne bom nikoli pozabila. Igrali smo na stadionu Maracana, 100.000 gledalcev. Meni se je zdelo takrat, ko sem prišla na stadion, kot da sem prišla v en kotel. En kotel in me bojo zdaj zgrabili vsi ti ljudje, ko so naredili tam pa briskali in piskali in ne vem kaj vse se drli. Tega pravzaprav ne slišiš potem. Ampak so bile igralke iz Zemuna, so pa res bile. So pa bile igralke močne, velike. Jaz pa taki mali štopelček. Tako da vem, da sem takrat treneru tudi rekla, veste kaj, jaz ne bi igrala z njimi.
Jaz ne bi igrala. Ona bo mimo mene letela, bom padla, brez da se me bo dotaknila. Res so bile možačaste, take prave ženske. Kakšen je bil rezultat na koncu? 9-1. Smo izgubile, mislim, 9-1, ja. 9-1 je bilo. Ja. In kaj, jaz si to težko predstavljam, 100.000 ljudi, potem seveda za svoje punce tam še bolj navijali. To pa je nekaj neverjetnega. To je res, pa vse posod smo imeli. Tudi ko smo igrali pred tekmo Železničar Sarajevo. 12.000 gledalcev. To za tiste čase je bilo nenormalno dost, ne? Mislim, ne vem. A ste imela kakšno vzornico tako? Danes imajo mladi te neke vzornike, ki si jih seveda najdejo, pa jim potem sledijo. Ne, pri ženskah nisem imela. Ni bilo takrat ženskega toliko. Imela sem pa enega Vladimir Petrovič Pižon. To bi mogoče ne boste videli. Je zdaj dober trener, pri Crveni zvezdi je bil. Strašni potencial. In je tudi, se spomnim, eden fant, Roškar, Branko, je pri Kovinarju igral kot mladinec in je, mislim, da je na vsaki tekmi po 5-6 golov dal. In potem še imam doma izrezek iz Večera, Crvena zvezda kupila Brankota Roškarja, ne? In da mu bojo tam plačali stanovanje in šolo in vse take stvari. Tako da je potem odšel on, samo ni pa uspel, koliko vem. Da ni bilo nič kaj posebnega, da bi jaz vedela. Ko ste ravno omenila to tujino, vi ste šli v Ljubljano, ampak se mi zdi, da pa ena izmed Vijolic je šla pa v tujino, a ne šla pa v Avstrijo. V Italijo. A ja, ena pa je, ja, Nina. To pa je bila Nina, ja. Ko je za Maribor igrala, ona pa je prva, ki je šla v Avstrijo. Ajzekade. Je bila tam ena trgovina, malo čez mejo Šentilja. In ja, ta trgovina je imela svojo ekipo. Tudi mi smo igrali enkrat z njimi, pa se spomnim, da je bila tista šefica, gospa je bila stara, mislim, da 46, 48, pa sem si jaz tako mislila, kaj dela zdaj ona tukaj, ne, kaj bo zdaj ona počela, se to mora mlad igrati, ne, pa tako sem starejša gospa, ne. Ja, pa je imela 3 hčere in so vse 3 igrale, z mamo vred. Z mamo vred? Mamo vred so igrale, ja. Ampak ta klub ni bil tako slab, ne, se mi zdi, da so bili celo... Ja, so bili v Avstriji dobri, ja. No, ona pa res dobila potem prave denarje, mislim, je kar bilo nekaj za pokazati, ne, ja. In tudi zdaj živi v Avstriji. Prejšnji teden smo bile pri njej na obisku. A res? Ja, smo organizirali se, kombi najele in odšle. A neverjeten, prve ženske so že imele tudi prve tiste prave resne pogodbe in to govorijo v 70-ih letih. Potem je pa dolg časa kar zamrlo, a je res? Potem, ko ste malo nehale, ne? Ja, potem smo imeli, ne vem, tako smo se razšle. Pol je ljubezen prišla, pol pride poroka, pol vsaka nekaj po svoje. In pol en čas je bilo prav mrtvilo. Tudi jaz se sama nisem več toliko za nogomet zanimala, niti za šport na splošno, ker pač ni bilo časovno, ni šlo, ne. Zidal si, otrok je prišel, so bile druge skrbi. Kaj ste si iz tistega časa vzela za spomin, za večni spomin? Vem, da imate tukaj kopačke. Kopačke, ja, kopačke. Zelene. Ja, žal. Ne vem, zakaj zelene, ampak takrat druge barve ni bilo, ne vem, ne spomnim se tega toliko. Ampak ja. Se mi zdi pa velika noga, to pa moram priznati. Ja, to pa je tudi res, ker sem kupila eno številko večje, zato ker nisem dobila moje številke, ampak kopačke sem hotela imeti. Na vsak način. Kaj pa je tole? To je pa pokal, ki smo ga dobile, ko smo premagali Olimpijo doma v Mariboru takrat. To je tisti pokalček naš, ki sem ga jaz potem prevzela od pokojne Marjane Kop. To je knjižica. To je pa knjižica moja. Aha, članska izkaznica. Ja, to, ko smo šli v Ljubljano, smo dobili takšno knjižico. In ja. Pa kaj pa je tole? Še tole mora pokazati, ne? Ja, to pa je. Ženski nogometni klub Ljubljana podarja. Podarja častno zastavico meni. Ja. In seveda še spomin na tiste čase. Tako, ja. Okay. Mal bi se še ustavil v tistih zlatih časih tega začetka ženskega nogometa. Kako so bili pa druge punce, druga dekleta v drugih športih takrat? Kaj je bil še popularen šport v 70-ih, kjer so pa ženske lahko enakovredno sodelovale?
Kaj bi rekla? Rokomet. Rokomet se spomnim, košarka je bila tudi v Mariboru kar precej. Odbojka. Dvojka malo manj, ampak rokomet pa bil najbolj... Ženski. Ja, tenis, Mima Javšovec, ne. Ona je tudi igrala. Nogomet? Ja, A res? mislim, igrala je, kako bi rekla, pri nas ni igrala, ampak je rada pa igrala nogomet. Vem, da so to pravili, ni pa bila na treningu nobenem pri nas. A se je prišla kdaj pogledat na kakšno tekmo? Ja, mogoče je bila, jaz se nisem videla tam na stadionu. Mogoče pa je bila. Zakaj pa mislite, da je bil nogomet tisti tabu, če so rokometašice že lahko bile, pa tenisejo, pa tako naprej, ne pa v Pa ne nogometu? vem, zakaj je ravno nogomet, zakaj je noga morala biti tisti problem pri ženski. Tega ne razumem sploh, ne. Ampak to so rekli, pač, to ni za ženske. Ne. Takrat se je pač reklo, kaj je za ženske in kaj pač ni za ženske. In tako smo bili vzgojeni tudi čudno. To ne smeš, to ni zate. Ampak teh 11 punc ali pa 16, seveda še z menjavami, po tej preizkušnji, ki je trajala 2, 3, 4 leta, kaj vam je to dalo potem za življenje? Ali se je kar pozabilo, ko ste se vrnili nazaj v te tirnice, potem pa v 80-ih? Meni je dalo vztrajnost, predvsem vztrajnost sem pri vsaki stvari. In pri delu, in pri otrocih. Vztrajen moraš biti. En cilj moraš imeti. In če imaš cilj, potem prideš do cilja. Ali prideš tako, ali pa prideš drugače. Prideš pa. A pa sebe vidite kdaj kot borko za, ne vem, večje pravice žensk ali pa za enakopravnost ali pa kot nekoga, ki je res oral ledino? Vaša zgodba, jaz ne vem, če bi na primer tako zgodbo prebrali in videli v Ameriki, morate vedeti, da bi bila v Hollywoodu ena izmed najbolj prodajenih filmskih zgodb, zagotovo. Ja, tu pri nas se to mogoče malo drugače gleda, ne. Jaz sem nikoli nisem razumela, zakaj fant lahko nekaj naredi, ženska pa ne sme. In to je pri športu tudi tako bilo, včasih. Danes ne, danes je pač vse že moderno, tako rekoč, ne. Ampak včasih pa ni bilo mentaliteta, ali kar, ne vem, kaj bi rekla. Vi imate hčerko, a ste jo, Ja, kako ste dve pa vi hčeri. dve hčeri? Kako ste ju vzgajali, glede na to, da ste bili vi še hčerka pod bolj resno težko vzgojo, ne, iz tistih 70-ih, potem ste doživeli nekaj takega, kar ni vsaka punca takrat doživela. Kakšne so bile te motivacijske, morda, ne vem, ideje, prijemi ali pa tudi ta širina, ki ste jo dobila s popotovanji po bivši Jugoslaviji, no? Ja, no, zdaj, če tako gledam, moja hčera bo rekla, da sem bila zelo stroga. Kar potem po eni strani, ko jaz včasih rečem, človek mora tudi se malo v ogledalo pogledati, pa sam s sabo včasih pogovoriti, kakšen si pravzaprav, ne. In moram reči, da sem bila kar stroga. Stroga sem bila, učenje, pač te osnovne stvari, kar so meni dali, sem pač jaz nadaljevala, ampak mislim, tako stroga pa zopet nisem bila. Včasih sem pa moral iti. Kaj pa ta moment, nekaj za ženske, nekaj za moške, tega pa zagotovo niste imeli več, Ne, a? to pa me vedno celo življenje, še danes me tako motijo take stvari, da je izrecno nekaj samo ženska lahko, moški pa ne. In to pa imam, kurjo kožo dobim, ali pa če sem v kaki družbi, pa so moški. In so zelo, kako bi rekla, pametni pri nogometu, ne. Pa ne vejo, da sem jaz igrala nogomet. Sem imela dosti takih primerov že. Ja, pa še koliko. Ko sem rekla, koliko minut ste igrali. Delite? Jaz sem samo rekla, koliko minut ste igrali, povedz si, koliko minut ste igrali na stadionu kakšnem. Te pa so me gledali, tako malo neumno. Ja, nič, ja. Ja, pol pa, ko boš pa ti enkrat prišel na stadion, pa ko boš laufal sem pa tja, tako kot se mora, pa ko boš to, potem lahko ti sodiš, zakaj on ni dal tja, zakaj ni podal tja. To poslušam na tekmi vsako drugo nedeljo. Pa zakaj? Ne moreš tako razmišljati. Ne moreš, ker ti v tistem momentu pač nisi dal tja. Ker si nikoga drugega videl, ali pa si imel v glavi eno potezo preveč, ali pa potem premalo, ne vem. Mi smo imeli to porihtano. Jaz še zdaj, ko zamežim, vem točno, kako sem podala. In na levo krilo, in na desno krilo, in kako sem se gibala. In sanjam doskrat. Zdaj ste rekla vsako drugo nedeljo, Ja. verjetno mi ni treba ugibati, ampak Ne. vi imate letno karto, verjetno od Maribora, a ne? Ja.
Ste častna, ne vem, članica Maribora morda? Častna Kluba? članica. Nobena od nas ni nobena častna. Nobena od vas ni nikoli? Nobena, nikoli. Pri Mariboru so pozabili. Mogoče zato, ker so zdaj ti mlajši predsedniki in tajniki in ne vem kaj še vse. Ampak mislim pa, da bi bilo lepo. Da bi bilo zelo lepo, tako ko greš po hodniku v slačilnice, pa vidiš na levi strani Horvatiča, pa vidiš onega, še prejšnje generacije. Bi lahko en košček imeli tudi ženske, ker tega materiala je ogromno. Jaz imam sigurno za 5-6 albumov doma, slik, ki jih sploh še v album nisem dala. Lahko bi bilo. Mislim, lepo bi bilo. Pred to knjigo Punce kapo dol, koliko se je govorilo o tem fenomenu ženskega nogometa v 70-ih? Ja, nič se ni dogajalo o tem, da bi... Včasih me je kdo gledal, ko sem rekla, igrala sem igrala pred 50 leti, pa so rekli, se ti nisi 100 let stara, ne? Ampak sem igrala, jaz imam dokaze. Meni nihče ni verjel, da sem jaz igrala pred 53 leti nogomet. Nihče mi ni verjel. Pred polnimi tribunami? Pred polnimi tribunami, to pa vedno poudarim. Ko včasih gledaš kakšno tekmo, pa jih tam niti 100 ni, pa igra moštvo. Mislim, mi smo v lepem času živeli. Ja, Za nas. To ste me zdaj res bom mogel pogledati v Maribor, sicer me ne bodo imeli prav radi, ker res nisem iz vašega konca, pa ki bom vse malo vprašal, ne se mi zdi, da kakšna, saj ta hodnik. Še imam eno, ki dreza v to gnezdo, ampak zgleda, da ne more, ne gre. Lepo bi pa bilo. No, ampak da bi nekaj odličnosti imeli, ne? Zdržali ste pa to ljubezen do nogometa, ta pa nikoli ni izginila. Ne more. Ne more? Ne more. To pa ne more. A to zato, ker ste Štajerka, Mariborčanka, ali zato, ker ste igrali nogomet in ker ste v bistvu bila ta, to oboje skupaj imate v krvi? Mislim, da to oboje skupaj. Če imaš rad nogomet, potem ne moreš navijati za Olimpijo, naprimer, ne? To pa res ne moreš. Nimam pa nič proti. Nič. No, ste igrala za Olimpijo skoraj, da? Ja, vse to je to. To je dokaz. To je dokaz. Ampak tako so bili časi. Sem pa tudi igrala, ko sem bila, mislim, da nekje 41 let, se mi je pa zopet zaluštalo igrati. In to sem v Rušah igrala za ekipo. Aha, lepo. Ja, pa so mi tam rekli eni taki fantiki, so rekli, oma, kaj delaš tukaj? Oma, kaj delaš tukaj? Ja, igrala bom, ne. Pa ste jim pokazali kakšen trik? Aha, tudi to je šlo. Pol niso več tako rekli, ne? Ne, pol so bili kar tiho. Najbolj sveža pa je v nedeljo, smo bili na enem, Petra je imela rojstni dan in smo bili v Oštariji in smo imeli nogomet ročni. Ročni nogomet, to sem jaz imela kot punca v malem prstu. Res? Ja, to sem igrala, slašičarno smo imeli in je imel ta gospod noter tale veliki nogomet in to, noben fant ni upal z mano igrati. Ker smo šli, takrat smo pa igrali za denar. Aha. Pa v bistvu vi niste prav dobra družba za moško družbo, ko gre za nogomet. Prvič jih premagate pri ročkah, drugič pa še jih pošolate, ko oni pametujejo. Ne, nimam rada, če je nekdo preveč pameten. Ker ti moraš sprobati. Jaz tudi dobre juhe ne morem skuhati, če ne znam. Aha, prehrana, dobra. Danes vemo, da je veliko tej prehrane. Cristiano Ronaldo točno ve, koliko je in tako naprej. Na kaj se je pa včasih igrali? Na klobaso? Ne, mi nismo imeli nobene diete, vsaka se prehranjevala po svoje. Jaz samo vem, da sem, če sem imela denar, da sem si kupila ene bombone, ki bi naj malo vitergin so rekli, ne, da bi imel moč, pa hitrost, pa to. To vem, da sem si takrat kupovala, samo to je tako. To je današnji Red Bull je bil to takrat. Tako, ja. Pa je kaj pomagali? Ja, mislim, da ne. Mislim, da ne. Hitra sem bila, koliko sem bila, ampak vitergin ni pomagal, kaj preveč. Zdaj vas moram tudi vprašati, kako pa gledate danes naprimer na to vzgojo mladih, ko gre za šport. Ni treba, da se samo na nogometu osredotočva. Vi ste vsako drugo nedeljo torej tam, ker spremljate šport, podpirate tako športnike, domač klub. A je to pomembno za vzgojo, da bi to bolj privzgojili, neka to pripadnost do nečesa? Zelo. Vsak otrok bi moral, v športu se naučiš marsikaj discipline, predvsem discipline se naučiš pri športu, vsakem športu. In trenerji ti dajo ogromno
vzgojnih napotkov. Tako da jaz vedno rečem, vsaka punca, vsak fant, en šport, lahko badminton, lahko tenis, ampak nekaj takega, da te bo nekdo treniral, da te bo vodil, da te bo usmerjal. To je dobro za vzgojo, ko rasteš. Ampak veste, kaj se danes dogaja? Danes pa najprej vprašanje, pa pol še to drugo. Oče je prišel kdaj na kakšno vašo tekmo potem? Pa mama? Moj oče in mama sta bila enkrat na tekmi in nista več potem nikoli prišla, ker sem jaz pač, tako mi je mama razlagala, da sem bila falirana in sem padla in sem tam nekaj sem pa tja, ne, malo se narediš tudi. In je mislila, da je pač, bog ve, kaj se mi je zgodilo, da sem pač, ne vem, kaj se je... Aha, zanjo je bil to šok. v bistvu, Ja, za njo je bil šok in je rekla nikoli več. No, danes pa starši nekateri zelo radi hodijo na treninge svojih otrok, ampak so tam tudi skoraj da bolj aktivni kot trenerji. Ja, to poznam, ja. Ja, Znam. to je pa tudi problema, ne? To je zelo veliki problem. Ti lepo, jaz imam vnuka, ki zdaj trenira, vsaj nekaj imam, trenira nogomet in grem po njega doskrat, pripelje ga mamica, ali pa jaz tudi. Pa se mi zdi, da se pozna pri njem, ker tam je disciplina. Tam ne moreš ti tam govoriti, kar bi ti želel govoriti, ne. Tu imaš tvojo nalogo, tvoja naloga je to in to in to in konec. In se mi zdi, da je to dobro. Ma kaj genov po vas? Jaz upam, da bi, Aj jaz navijam. Imam 5 vnukov, ampak ne vem, če bo kjer kaj htel, ne vem. Super babica, lahko vam rečem, ko bo šla letos tudi na Evropsko nogometno prvenstvo, ne? Ja. Kam greste? Grem pa v München 19. junija za 3 dni. Slovenija, Srbija. Grem gledati, ja. Slovenija, Srbija in se zelo veselim. Že komaj čakam. A se te punce, ki ste igrali skupaj, rekli ste, da ste šli v Avstrijo pogledati eno, se velikokrat še dobivate, imate te kontakte? Kako bi rekla, to, kar sem rekla, ženske skupaj dobiti, je pa veliki problem. To pa je največji problem. Če bi moške, bi jih sigurno v eni uri dobim takoj skupaj. Tu pa so problemi, ja. Pokličem, pa ena bi to, pa jaz ne morem zdaj, pa bi jutri, kaj pa če ne bi danes šli pa. Ne moreš se tako zmišljevati, če smo rekli v soboto gremo k Nini, ob 1 uri, imamo svoj kombi, šoferja, kaj še nam manjka? Nič. Ampak, tak pa če. A pa, ko pa ste skupaj, tudi v tem kombiju, a obujate te spomine? Ja, to pa vedno, ja. To pa vedno, to pa vedno, za vsako stvar vemo točno, kam je katera letela, zakaj je šla, kaj mi je rekla med tekmo. Marsikaj smo si rekli, tudi grdega, ne, to tudi. A tudi punce ste preklinjali? Ja, tudi, ja. Res? Ja, smo znali tudi. Tudi to smo znali, ja. Smo kakšno rekli grdo. Kaj pa sodniki? Prebral sem, da sodniki so imeli pa tudi kar težavo z vami, ker sodniki so tudi včasih kaj grdega rekli, zdaj je to seveda drugače, ampak takrat puncam so pa teže, ne? Jaz mislim, problem, enkrat vem, da sem bila izključena v Zagrebu, smo igrali Ljubljana Loto. Takrat sem bila izključena, pa še sama ne vem zakaj. Mislim, da jaz bi rekla sama sebi, da bila sem predobra in so hteli, da pač grem ven. Tako se je delalo na tistem, kaj se... Kaj pa je sodnik rekel? Če rekel je ven. Rekel je ven. Tak. Pa nekaj sem še ogovarjala, pa ni šlo. Mlade ste pa bile, ne? To so bili vsem časi, ko ste naprimer iz Maribora pa Ljubljane šli lahko tudi v kakšne druge kraje pred tekmo, naj bi bile v hotelu in tako naprej, ampak ste kaj preplezali skozi okna, pa šle tudi... Ja, tista zgodba pa je meni tako, tu pa nisem jaz naslov za te. Imeli smo pa dve taki cvetlici, ki so pač nogometaši radi pogledali, pa ja, in takrat so bili dol zaklenjeni. To iz knjige sem to izvedela. Same niso nikoli povedali tega. Mislim, vsaj jaz nisem vedela. Ampak jaz takrat sem bila mlada, jaz nisem to sploh porajtala, bom rekla po domače. Tak, ja. No, drug dan ste, tisti, ki morda ne bodo prebrali, ne, dve punci sta se pač družili zvečer še z drugimi fanti, kljub temu, da so trenerje zelo striktno rekli, treba biti spočit, ampak na igrišču se ni poznali, ne? Ne, nič se ni poznalo. Koliko vem jaz, ne. Koliko je bilo pa kaj ženitnih ponudb od navijačev, nogometašev, fantov, ki so prišli gledati punce?
na igrišču. Ja, samo takrat, ko smo v Ljubljani igrali, smo že imeli svoje fante. Ne? So nas kar transportirali, vozili. Ja. Moj sedajni mož je kar dosti, on je včasih po 6-8 peljal v avto. Smo se vozili, ampak takrat ni bilo, ni bilo policije, ni bilo policajev. Ja. No, pa ne v Fičko to, 8 vas pa ni bilo. Renault je imel, Renault, karavana. Ja, v Kuferangu vedno so bile 3 pa 5, 8 nas je bilo. Ja. Iz Zagreba smo se peljali domov v Maribor. Aha, se pravi, so fantje potem pa že pazili na zvezdnice. Ja, so že hopsnili. A je bil fant, mož, ponosen na vaše dosežke nogometne? Moj mož je antišportnik. A res? Totalno antišportnik. Jaz imam včasih občutek, da če jaz gledam, da on mora gledati, pa ne rabi gledati, ker imamo 2 televiziji doma, sem rekla, da ni potrebe nobene, ne. Ker včasih pravi, ja, bom jaz gledal, ravno na tej tekmi Olimpija, ko je bila zdaj nazadnje, sem povedala, 201, daj pa boš gledal tekmo, ne. Sem prišla domov, je spal. Vi ste pa s tekme prišla? Jaz pa sem prišla s tekme. Tak pač je pri nas. Ok, izjemna zgodba se mi zdi. Res hvala lepa, da ste si vzela čas, pa ste to prišli povedati. Ampak obljubim pa, to se mi zdi pa tudi odgovorno z moje strani, da bomo poklicali v Maribor. No? A ste se z Aleksandrom Čeferinom kdaj morda dobila ali pa poklepetali z vami? Ne, jaz ne osebno nič. Moja hčera, ona ima bolj lovke, tako rekoč. Ker se mi zdi, da on pa je človek, a ne, zdaj pa seveda še predsednik Evropske nogometne zveze, ki je dojemljiv za zgodovino, no? Ja, saj smo tu dobili napisano od njega vse najboljše. 50 let, vsaka igralka je to dobila zraven knjige, to smo imeli predstavitev knjige, ne. Joj, še eno vprašanje moram imeti, ne. Sam poznam nekaj teh športnih komentatorjev, na primer Ivo Milovanovič ali pa Franci Pavšar starejši. Oni so tudi o vas poročali, ne, veliko. Ja. Z Miletom ste celo igrali nek dobrodelni nogomet, ne? Dobrodelni nogomet v Škofji Loki smo igrali. Kaj, potres je bil v Italiji in takrat se je tudi že tako organizirala, ne, da se je v bistvu denar zbiral za sosede v Furlaniji, se mi zdi, ne? Pa mislim, da ni bilo za Italijo, da je bilo kar za to, za naš Kras, nekaj, ker je blizu Italije. Tam nekje neko področje je bilo, in da smo to dobrodelno delali. Ja. Se pravi, ženske proti slovenskim zvezdnikom. Zvezdam, proti ja. Kdo se je igral za zvezde? Kdo je vse igral? Kaj smo rekla prej že? Tof, vem, da Tof je bil, ja. Potem Otto Pestner je bil, Benčina, neki Benč, zdaj tu pri glasbenih nisem tak doma. Kdo bi še bil? Ja, pa novinarji so igrali. Milovanovič je igral, ja, točno, Milovanovič je igral, ja. A ste zmagali? Ne, izgubili smo, 5-3. No, v redu. Ampak so rekli, da so se oni pustili malo. Da smo mi imeli večjo voljo letati. Ja, super. Ne završite vaših albumov, no, pa se. Ne. Ker se mi zdi, da jih bomo potrebovali, da se bomo opominjali. Dobro navijajte v Nemčiji. Hvala lepa. Pa morda čisto za konec, zdaj ženski nogomet še spremljate ali samo moškega? Večina bolj moškega, ampak kako pa naj spremljaš, če pa nikjer nič ne piše o ženskem nogometu. To je največja katastrofa. Največja katastrofa. Ženski nogomet, prvo ligo imamo. Sploh o njej se nič ne piše. Mi smo bile po celi polovico večera, smo bile samo me gor. Zdaj pa nič. Jaz ne vem, zakaj, kdo to pa vprašanje za koga drugega. Pa mislite, da nas ne zanima ali da v bistvu nismo dovolj odgovorni tudi do te veje? Jaz bi rekla ono drugo, bolj. Jaz bi rekla kar drugo. Tudi v Mariboru niso bili določeni, kdo bo za ženske pisal, kdo bo za moške, ne? Ampak ti se pač nekaj opredeliš, ne? Pri nas smo imeli pač Bogo Skalicki, on je bil novinar večera in to je bilo to. Mi smo vedeli, za kaj se gre. Ker zdaj imamo tudi Slovenke, ki igrajo v tujini, a ne? Seveda. Prašnikar je krasna punca. Super punca in je podpisala dobro pogodbo v dober klub in tam odlično igra, na primer, ne? Tako, to pa spremljam, ja. Če lahko kaj, to ja. Vse, kar je v zvezi nogometom, je moje področje. A vidve sta se že srečali? Ne, nismo še. Enkrat sem se srečala za tole Čonč,
Čonč, ne vem, kak je ime. Mateja Čonč, Prekmurka. Smo se srečali z njo, ja. Tu dobra igralka. Ona igra, mislim, da v Avstriji nekje. Ja. V prvi ligi bi moral vsak klub imeti ženski nogometni klub. Vsak. Ponosen bi lahko bil, če bi jih imel. Ponosen. Ja, morda moramo res najprej spoznati, kaj vse ste vi naredili in doživeli v tistih letih in ja, kot ste rekla, 50 let nazaj, ne? 50 let nazaj, ja. To še sama ne morem verjeti, da izgovarjam 50 let. Ja, takrat ste bili mladi, pa še zdaj ste se, zato pa je to. Hvala lepa. Hvala, super. Sem zelo vesel, da ste si res vzela čas, pripeljala z Maribora do Domžal. Z veseljem. Sem prebral knjigo, z veseljem sem vas poslušal in upam, da vas tam med navijači slovenskimi, ki jo ujamem, boste imeli vijoličen ali slovenski šal? Jaz mislim, da bom imela oboje. Brez vijoličnega ne bom šla. Ne morete, ne gre. Dajte še pokazati, kaj piše na majici, to pa tudi morava, ne? Moja domovina je Maribor. Pa tudi čevlji so taki, sem videl. Tudi to je Maribor. Vse Mariborčanke imam jaz zelo rad. Hvala lepa, hvala. Jaz nikogar ne sovražim, imam vse ljudi rada. Srečno, veliko zdravja. Hvala lepa, enako vam želim. Hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Vam pa najlepša hvala, da ste bili z nami. To je bil nov podcast Gregorjev svet žensk in današnji svet naše goste pa res bil zanimiv. Mislim, da kaj takega nažalost danes ne moremo več doživeti. Zato je toliko bolj prav, da spoštujemo to, kar so ženske v 70-ih letih dale. In ja, se strinjam, morda bi morali več pokazati spoštovanja do današnjih dosežkov žensk, tudi tam, kjer niso ravno na prvih stranih časopisa. Hvala, do naslednjič.